Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Evo, tudi mi moramo včasih poskrbeti za teoretike zarot, zato kakšno oddajo v resnici zaradi manjših tehničnih težav začnemo nekoliko kasneje. Ampak nič ne de, zdaj smo tu z vami in gremo naprej na polno. Miro Cerar je še dopoldne danes odhajal iz politike, zato smo mu zaželeli z Bogom Miro. Odločil se je, tako se nam je zdelo, da bo končno nehal iskati rešitve in bo zgolj še jamral. Za vsak primer pa bo ostal minister za zunanje zadeve. Ampak popoldne se je zgodil preobrat, razširila se je novica, da je Miro Cerar kandidat za komisarja iz kvote Slovenije v novi Evropski komisiji. Zato je še bolj na mestu današnji zapis Bojana Požarja, da vsi tuji diplomati in vse tuje države prekleto dobro vedo, da ima Slovenija zunanjega ministra in mogoče bodočega komisarja, ki nima več nobene politične teže, nobenega vpliva in nobene politične moči. Vi pa gledate oddajo Faktor na TV3, resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali pedofilija v cerkvi, kako se Rimokatoliška cerkev sooča z zlom spolnega nasilja v lastnih vrstah in zakaj pri tem ni enotna. Na obtožbe iniciative Dovolj.je sta se odzvala upokojeni nadškof Anton Stres in prekmurski škof Peter Štumpf. Zlasti Stres predstavnike iniciative dolži izkrivljanja resnice in zamolčevanja dejstev. Iniciativa pa vztraja pri svojem. Kdo ima prav, bomo vprašali našega stalnega komentatorja Tina Mamiča in našega začasnega ali občasnega komentatorja Alena Štojsa Golerja. Dobrodošla. Dobro večer. Hvala Jezus. Evo, Tino, Alen, kdo ima zdaj prav? Ja, jaz mislim, da bi morali na začetku najprej povedati na par dejstev. In sicer ta iniciativa Dovolj je, ki so jo nekateri duhovniki posebej potihoma pozdravili. Nekateri pa tudi nekateri pa javno tudi kritizirali. Torej, par dejstev treba povedati o tem. So jo nekateri javno, ne? Kako? Nekateri duhovniki so tudi javno pozdravili, ja, tudi, ne, ampak jih je manj. Ja. Tako, kar sem se sam pogovarjal, sem videl, da je dejansko, bi rekel, vsaj na Primorskem je gotovo večina duhovnikov pozdravlja, v celoti tudi, če rečem, metode in tehnike, ne, torej, da se izpostavi imena in priimke določenih osumljenih pedofilov, zato ker je toliko žrtev, ne? Tako da se potem dejansko ne gre za kakšne posamezne primere. V iniciativi Dovolj je so ljudje, ki imajo izredno radi cerkev, imajo radi duhovnike, cenijo duhovnike in tudi sam, če lahko rangiram poklice po pomembnosti, je zame najpomembnejši poklic na tem planetu duhovniški poklic. Od duhovnikov sem tudi sam ogromno dobil, naš narod je dobil ogromno in smo lahko samo veseli, da jih imamo, brez njih nas ne bi bilo. No, in to, kar danes govorimo, ali pa to, kar dela iniciativa Dovolj je, to je za zaščito duhovnikov. Za zaščito duhovnikov, večina je dobrih, pravih, poštenih, treba je samo izločiti tisto peščico oziroma tistih nekaj 10, ki delajo slabo. To je super, ker je Tino rekel, ne, da brez duhovnikov bi pač naš svet v bistvu propadel. Ne. Mi rabimo duhovnike za zveličanje, predvsem morate vedeti, da danes bo pač izhodišče katoliška vera. Ne. Se pravi, za zveličanje rabimo katoliške duhovnike. Zdaj, ne bi se popolnoma strinjal, da je treba duhovnike zaščititi pred kom? Pred samim sabo. Predvsem, če si to res iskreno želimo, je treba pač vršiti karte na mizo, pa začeti igrati iskreno igro. Najprej je treba jih soočiti z dejstvom, ne, da to ni zdaj nek pojav, ki se je pojavil pred kratkim. Ne. To je stvar, ki je dolg let rasla. Ne. Zdaj, do tega, zakaj se je to pojavilo, mislim, da bomo lahko še kasneje prišli. Ne. Ampak dobro je vedeti, da duhovnike nujno rabimo in nujno rabimo dobre duhovnike. Za dobre duhovnike je treba pa veliko moliti. Veliko je treba moliti, pa veliko je treba od njih zahtevati. In se mi zdi, da mogoče premalo zahtevamo od naših duhovnikov, kar se pa tiče konkretne tematike teh spolnih zlorab v cerkvi oziroma gre za kriminalna dejanja. Ne? Tako da tukaj je treba večplastno pristopiti. Ne? Z vidika kriminologije, viktimologije, se pravi, kako postopati s temi duhovniki,
ko so že storili kaznivo dejanje spolne nedotakljivosti, kaj do tega pršala. Treba je iskati vzroke, pa treba je iskati, pač, kako bomo to pozdravili. Ja, vse o tem bomo danes govorili praktično celotno oddajo, ampak predlagam, da si zdaj pogledamo posnetek tiskovne konference iniciative Dovolj.je, kjer so navajali, kakšni so njihovi cilji. Si namreč, da bi bila cerkev varen prostor. Cilji civilne iniciative Dovolj.je so: zavzemamo se za popolno zaščito žrtev. Odpiramo prostor za varno izpoved žrtvam in prijavo spolnih zlorab strani predstavnikov cerkve. Od danes dalje lahko stopite z nami v stik preko spletne strani Dovolj.je. Nudimo celostno strokovno in pravno podporo žrtvam. Od škofov in predstojnikov zahtevamo sprožitev vseh cerkvenih in civilnih postopkov zoper osumljene storilce spolnih zlorab. Želimo sprožiti notranje očiščenje in priznanje vseh spolnih zlorab v cerkvi na Slovenskem. Kjer bo potrebno, bomo kot civilna iniciativa Dovolj.je izpeljali prijavo primerov tako na civilnem in kazenskem področju, ter tudi cerkvenem. Zdaj, meni kot zunanjemu opazovalcu se ti cilji ne zdijo nič kaj problematični. Zakaj torej po vajenem mnenju je nadškof stres uporabil tako ostre besede in jih obtožil izkrivljanja resnice in zamolčevanja dejstev? Vendarle ne gre kar za enega izmed predstavnikov cerkve, za eno mnenje o vrsti, ampak za kar pomembnega cerkvenega dostojanstvenika. Ne? Mislim, gledajte, cerkev, uradna cerkev je v imenu škofov te stvari pometala pod preprogo. To bodo priznali mnogi duhovniki na glas ali potihem in zato je nastala ta iniciativa. Enako kot na Zahodu. V Ameriki tudi najprej škofe niso hoteli slišati, potem ko jih je stvar udarila po žepu in ko so laiki, kristjani, začeli zahtevati, da se cerkev prečisti, in ko so duhovniki, pošteni duhovniki začeli zahtevati, da se te stvari uredijo, se je premaknilo. Premaknilo se sicer radikalno, tako da so cerkve se na eni strani spraznili, na drugi strani pa so tudi pušice ostale prazne, kar se tudi pri nas že dogaja, da so pušice vedno bolj prazne in še vedno bodo, vedno bolj bodo, če ne bodo kaj naredili. In zato je nastala ta iniciativa, ki je dejansko sočasno s papežem Frančiškom, ki je tudi začel to kampanjo. To je v bistvu kampanja proti homoseksualnemu lobiju v cerkvi, ki je dejansko mati teh pedofilskih zadev. Moramo vedeti, da eno je tista klasična pedofilija, ki se zgodi, recimo, ko en 30-letnik zlorabi 15-letnega ministranta, ampak v cerkvi je ogromno primerov, ko predstojniki svoje podrejene zlorabljajo, ti pa so recimo že spolno zreli, imajo že 17, 18, 20 let, ampak še vedno je to zloraba. In takih zlorab je bilo ogromno, tudi v naših semeniščih določenih, in zato o tem se ni nič vedelo in vsi so govorili, da gre za par primerov, za mogoče 2-3 duhovnike ali kaj podobnega, ampak je številka bistveno, bistveno večja. Kot se pogovarjam z določenimi ljudmi, ki poznajo, bi sam ocenil število pedofilov oziroma duhovnikov, ki spolno nasilje, ki zlorabljajo, spolno zlorabljajo, recimo mlajše od sebe, na več kot 50. In članov tega homoseksualnega lobija, torej tudi teh, ki so homoseksualno aktivni, je pa gotovo precej več kot 100. Zato ne gre za peščico, ne gre za malo ljudi. Poleg tega imajo ti ljudje tudi zelo, zelo pomembne funkcije v cerkvi, v cerkvenih medijih, na škofijah. Zato imajo bistveno večjo moč kot navadni duhovniki, ki delajo vsak dan in so izgoreli in ki se trudijo za dobro nas in našega naroda. Alen, zdaj, če sledimo temu, kar je Tino povedal, zakaj cerkev v Sloveniji, pa tudi druge, ne vem, ampak zdaj se pogovarjamo predvsem o cerkvi v Sloveniji, dopušča, da je vlada homoseksualni lobi? Ta stvar je sistematska. Jaz pa krogi, v katerih se gibam, se pravi katoliški krogi, v katerih se gibam, se absolutno strinjamo, da zadeva se začenja na duhovnem nivoju. Duhovnik, ki naj bi bil nek paragon, nek zaščitnik nečesa najsvetejšega, kdaj to preneha biti?
takrat, ko neha verjeti v to, da obstaja nekaj višjega od njega. Ne? In pri katoliku se ta vera neha takrat, ko izgubimo vero v najsvetejše, se pravi v hostijo. In duhovnik, ki je kot alter Kristus pri oltarju najbližje Bogu, ko se zgodi spremenjenje, ko takrat zgubi vero, ko ne verjame več v hostijo, bo počel vse ostalo. Zato sem jaz prepričan, in verjetno se da temu tudi slediti, tako da se bi dal dokazati, da je to prišlo skupaj z liturgičnimi reformami, z opustitvijo neke svete liturgije, z opustitvijo res pobožnih, ne samo svete maše, ampak tudi ostalih obredov, procesi, ker ko se je to opustil, je drastično padla, to pa raziskave kažejo, tako imenovane pure research, se pravi raziskave iz cerkvenih klopi, koliko katolikov sploh še verjame v resnično prisotnost Jezusa v sveti hostiji. Ne? In vprašanje je tudi, koliko duhovnikov. Ne? Jaz si upam trditi... Ampak kaj ni to eden izmed postulatov vere? Ne? Ja, ker seveda. Potem se tudi loči recimo od drugih krščanskih veroizpovedi in tako naprej. Ne? Absolutno. Tukaj se začne katoliška vera. Ne? Se začne pri sveti maši, ker tam se Bog ponavzoča. Ne? In ko to pade, in jaz recimo bi tako rekel, resnica je nek temelj za vsakega katolika, oziroma je tudi temelj sveta, ker taka, kakršna je cerkev, tak bo svet. Medtem ko te moralne norme, ki jih imamo katoliki in ki jih potem projiciramo na svet, so pa v bistvu ta katoliška morala, ki raste iz te vere. Ne? In ko pade katoliška morala, ki deluje kot neka hidroizolacija na teh temeljih, začne propuščati ves ta strup, ki prihaja iz sveta. Ne? In to se zdaj dogaja. To je posledica opustitve tradicionalne katoliške vere, obredov, pobožnosti, redne molitve v družini in tako naprej. In to samo pripelje tako s časoma do slabih duhovnikov. Ne? Tino, a se ti strinjaš? Je odgovor vrnitev k koreninam? Ne, posebej jaz ne pristajam na tezo, ki jo širijo nekateri, da je cerkev pred drugim Vatikanskim koncilom bila boljša in da je zaradi drugega Vatikanskega koncila več pedofilije. Ne? Lahko rečemo, da je drugi Vatikanski koncil naredil marsikaj slabega. Ne? Recimo tiste države ali tiste cerkve, ki so ga jemale preveč, če rečem, preveč resno, preveč radikalno, so dejansko spraznili cerkve. Ne? To je države Beneluxa, so, tako govorijo pač duhovniki, ki to poznajo, so šli preveč radikalno, so preveč laicizirali, preveč liberalizirali vse skupaj in je to privedlo do izpraznitve cerkva. Jaz mislim, da gre tukaj za trende, ki so povezani s civilizacijo. Gre za več denarja, za manj duhovnosti kot take in vse to vpliva na, tako kot recimo, kako bomo rešili, če hočemo rešiti islamizem v Turčiji, jim dajmo denar in ko se bojo razvili, islamizma ne bo več. Ne, to je pač civilizacija, ki s seboj prinaša tudi neko dekadentnost in v okviru tega lahko iščemo tudi določene vzroke za porast pedofilije. Ampak pedofilija je bila v cerkvenih vrstah od vedno, ne, to ni nič novega. Ne, je pa res, da se v času svetega papeža Janeza Pavla II. Se je to v Vatikanu precej povečalo, ker se proti temu ni ukrepalo. Ne? In tu je potem Ampak zakaj, oprosti, po tvoje, Tino, se takrat proti temu ni ukrepalo? Zato, ker se vsi bojijo pohujšanja, se bojijo, da bodo delali škodo cerkvi, če bodo govorili o teh stvareh. Dejansko se je prišlo ravno do kontraefekta. Se je ta lobby tako razrastel, da je dejansko v Sloveniji je homoseksualni lobby v celoti. Je dejansko močnejši kot bivša partija, bi lahko rekel. Ne? Imajo kvote v medijih, imajo vpliv na vse medije, na politiko, ne? In tudi oni se povezujejo med seboj. Ti duhovniki, ki so v teh zlorabah, to niso več duhovniki, to so ljudje, ki so zavrgli svojo vero, ki dejansko z duhovništvom nimajo nič več, je duhovništvo samo njihova krinka, ker oni se v prostem času zbirajo in dobivajo z vsemi raznimi, ne vem, liberalci, LGBT tipi, z vsemi temi, vse drugo je samo krinka. Ne? Recimo, če vam povem en primer, ko je en
homoseksualno usmerjen laik v Vatikanu je ustanovil v Rimu svoje društvo, torej homoseksualnih kristjanov. In je rekel, gabijo se mi kardinali, ki zjutraj pridigajo zoper homoseksualce, po noči pa zalezujejo švicarske gardiste. Prav, bomo na tej točki postavili vejico, si vzeli krajši premor, po katerem se vrnemo in nadaljujemo s komentiranjem spolnih zlorab v cerkvi. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Tino Mamić in Alen Štojs-Goljar. Pogovarjamo pa se o spolnih zlorabah v cerkvi in zakaj je cerkev pri obsojanju teh spolnih zlorab znotraj lastnih vrst v Sloveniji ni enotna. Tino, Alen, kaj je zdaj močnejše, kaj prevlada? Recimo ta interes, ki verjamem, da je iskren, pri članih te civilne iniciative dovolj.je tudi pri vaju, kolikor vaju razumem iz prvega dela oddaje, da se izkorenini te prakse, te spolne zločine iz cerkve, ali je zaščita pravic posameznika v smislu, da ne bi koga po krivem osumili in ga tudi javno na ta način obtožili, pa bi se kasneje izkazalo, da ne gre za pravega krivca. Kaj prevlada? Torej, to se pravi osebne pravice ali ta nek višji cilj? Aljuš, tako kot je Tino rekel, to se moramo zavedati, da ta problematika je v cerkvi vedno obstajala, tako kot je obstajala v družbi. Ja, se to ni sam na cerkvu. In to izkoreniniti se popolnoma ne bo dalo. Zagotovo nam je v interesu, da se te zadeve razkrivajo. Tukaj se absolutno lahko s Tino tam skriva. Problem je samo v tem, za moje pojme, da si bomo mogli priznati, odkje to izvira. Zakaj je tako sistemsko bilo to omogočeno, zakaj se še vedno omogoča v cerkvi. Treba si priznati, da res obstaja tako imenovana homomafija, da obstaja ta sangalenska mafija oziroma sivkina mafija, kot pravijo v Ameriki, in treba bo iskati navpično, čist vertikalno bo treba jeti, kako je do tega prišel. In kot sem že rekel, moje mnenje je vrnitev k liturgiji. Kaj lahko naredimo mi, navadni župljani? Zdaj ni treba tako iti v lov na čarovnice. Mene ta zadeva precej skrbi, kar se tiče dovolj.je. Sprav, da bo to postal en lov na čarovnice oziroma na duhovnike, ki so mogoče čist dobri duhovniki, ker vemo, kakšna je nasplošno klima glede vere v družbi. Lahko se najdejo posamezniki, ki bodo tako drugače želeli diskreditirati duhovnike, tako da tukaj moramo biti previdni. Jaz bi tukaj zelo previdno postopal. Pri inicijativi dovolj.je, v kateri so tudi duhovniki, stvari, ki pridejo ven, zdaj so prišla 3 imena. En dan sem se pogovarjal z enim duhovnikom, ki ni v inicijativi. In je rekel, da za en primer, recimo konkretno za Planinška, je rekel, da ima celo vrsto prijav, celo vrsto žrtev, da se ga je opozarjalo že na vse načine, ki jih tudi svetopismo omenja. Torej, ko brat stori nekaj narobe, pojdi najprej k njemu, potem poišči še enega in tako naprej. On je dobil nešteto sporočil, bili so tudi že postopki, ampak zgodilo se ni nič. On ima še vedno dnevne stike z mladoletniki. In to ne more biti. To je problem moderne cerkve, Tino, ker od koncila naprej se bojite, bojite, ker vem, da ti pripadaš bolj modernemu toku, se bojite govoriti o resnici. In če je resnica to, da duhovniki počnejo to, pa to, zato je pa prišel do tega. Ampak ne zdaj, se pravi, laiki, ampak to je šlo do duhovščine, škofi in vedeti moramo, pa to se bo mogoče majčkeno čudno slišali, ampak žrtve smo vsi. Tudi mi, ki nismo bili neposredno udeleženi v... To sem vaj hotel vprašati. Smo vsi žrtve. Imata vidva kakšno osebno izkušnjo to vrstno? Hvala Bogu ne, jaz ne. So določene stvari, ki so dokazljive samo na sodišču. Ampak ko se ukvarjaš s temi stvarmi, tudi na sodišču, so določeni indici, ki ti povejo in točno veš, da je nekdo kriv,
in točno veš, da nimaš dokazov in ga zato recimo sodnik ne more obsoditi. Ampak sam si pa lahko ustvariš mnenje. To je res, ampak pravosodni sistem tako ne funkcionira. Ne, sej ne pravosodni sistem, to sem hotel vprašati. Škof ima oblast, ki je precej hujša, oziroma precej močnejša, kot je sodna oblast. On lahko kadarkoli nekoga prestavi. In kako se lahko en škof recimo bori proti tej homomafiji, če temu tako rečemo, ker je to bolj ustrezen izraz kot homolobi, tako da tem ljudem odmakne hrano. Kaj je njihova hrana? Čast, oblast in denar. In ti ljudje imajo večinoma prav to troje. Če bi recimo določen klerik, ki je recimo upokojen kanonik z visokimi dohodki v Ljubljani, če bi njega prestavili na eno faro, ker je treba delati, bo on sam pobegnil, se bo on sam izločil, sam šel ven iz duhovniških vrst. Zato je treba tem ljudem odvzeti privilegije in ni treba nič sankcionirati, nič ga kaznovati, ampak na ta način preventivno dejansko lahko dosežeš veliko več. Tako da škofje nimajo nobenega izgovora, da doslej niso nič naredili. In zdaj vprašali ste za konkreten primer. Nekoč smo bili na župninskem romanju in smo se ustavili v nekem mestu, smo šli na sladoled in bila sta dva duhovnika. Eden iz druge župnije je fante in punce vrtel z rokami okoli, kot vrteljak. In potem ko jih je dvigoval tako, da jih je striktno punčke. Vsako punčko je prijel od spodaj za mednožje. Ko to moja žena videla, je takoj sprožila alarm, je umaknila najino hči in tudi vsem mamam povedala. Zdaj, o tem smo povedali potem tudi pristojnim, ampak zgodilo se ni nič. In meni je ta dokaz dovolj, da jaz takemu človeku, otroka, k verouku ne bi pustil. To je bilo moje naslednje vprašanje. To so taki dokazi, ko bojo zdaj razni stresi in ti razni klerikalci, bojo rekli, ni dokazov. Ja, figo mačo ni dokazov. No, pa si dober, to prej sem pozabil reči. Oprosti, Alen, ni to pol, za nas starše je to potem problem, ne? Z žrtve smo vsi, tako kot sem rekel. Sej, kako zdaj starše govorila ste o tem iskati dobre župnije. Kako to veš, kira je dobra, ne? Veš tako, da vidiš, če duhovnik živi pobožno življenje. In vidiš to po liturgiji najprej. In to sem hotel reči, kako lahko mi laiki tudi na en tak zelo precej subtilen, neinvaziven način to delamo. Enostavno ne metati denarja v puščo pri duhovnikih, za katere se ve, oziroma imajo neko sumljivo ozadje. Dobro, ampak to, kar ti praviš, je nek proces. Ampak če sem jaz zdaj oče hčerke, za katero sumim, zvem, kakorkoli vidim, da jo nek duhovnik prijema za mednožje, a veš, jaz ne vem, če mi bo pomagal to, da bom zdaj v puščcu manj metal, pa bo on po 2 letih ugotovil, da je nekaj narobe, ali pa njegov predstojnik, recimo, da jaz hodim v cerkev, ali pa njegov predstojnik in bo potem odreagiral. A veš, to sem vas hotel vprašati. Skratka, ti Tino si rekel, mi smo to videli, mi smo to prijavili, zgodilo se ni nič. Po moje je zdaj dosti staršev, ki gleda to oddajo in se zdaj sprašuje, ali tudi njihove otroke ta duhovnik, o katerem si ti govoril, vozi na romanja okoli po Sloveniji in to vrti. Poiščite najbližjo župnijo, ki ponuja tradicionalno latinsko sveto mašo in vse ostale zakramente po starem obredu. Kaj pa, če ni take najbližje župnije? Mi hodimo v Celovec, 1 uro se vozimo in so nam vsi te zakramenti omogočeni. Tudi v Sloveniji se da dobiti in to so zdrave župnije, dokazano statistično, to so župnije, ki rastejo, ki imajo neko dobro duhovnost in nobene skrbi, da bi se take stvari tam dogajale. To je statistika številke. Tino, ti si hotel še nekaj dodati? Glejte, med duhovniki v mafiji, med temi homomafici, je ogromno ljudi, ki prisegajo ravno na te stvari, na katere Alen opozarja. Na staro cerkev, na starokatolike, na predkoncilsko... Starokatoliki niso isto, kakor tradicionalna latinska. Starokatoliki so heretiki, to veva Tino, ne zavajati. Jaz se ne bi pogovarjal zdaj o teoloških stvarih. To niso teološke stvari. Ampak bi rekel, da so številni... To so najpomembnejše stvari. Dajte, da povem do
konca. teologijo. Ja, čakaj, Alen, sam da Tino razloži, kaj je mislil s tem, ko pravi, da se skrivajo. Med temi homoduhovniki je ogromen delež takih, ki nosijo kolarje okoli in kol vratu. Ne? In takih, ki so zaljubljeni v talarje, v pajčolane, v vlečke in tako naprej. Ne? In v latinsko liturgijo in tako naprej. Se skrivajo v bistvu za tem, hočeš reči. Pustimo primeru, ker nima vica, to ni bistvo. Ja. Bistvo je, kako se boriti proti temu. Ne? No, kako? In zdaj, če bojo starši ali pa žrtve prijavljali te stvari na dovolj.je, se bo nekam primaknilo. Ne? To je prva stvar. Druga, škofje so začeli migati. Ne? Slovenski škofje so, zdaj imamo en primer, konkreten, kjer so prvič po dolgih letih naredili točno tako, kot je treba. Ko je prišla resen sum, so ga takoj z dekretom umaknili in ga prestavili na mesto, kjer nima stika z mladoletnimi. Ne? In jaz mislim, tudi ko sem se z določenimi duhovniki pogovarjal, so mi rekli, da vidijo, da se stvari premikajo, tudi v Vatikanu, in da bo cerkev svoje vrste prečistila in bo po 10 letih, ko se bo to recimo razčistilo, bo iz tega išla močnejša. Ne? Lahko pa zagrenjeno ugotovimo, da država tega procesa sploh še ni začela, ne? Da je v državi, mi imamo v Sloveniji po statističnih podatkih okrog 70 000 otrok, ki je spolno zlorabljenih. 70 000, mi se pa zdaj pogovarjamo o 15 žrtvah, ki naj bi jih storili duhovniki. Ne, tako da je neprimerljivo in zato je treba tudi z enakimi vatli. Torej ne zahtevati samo od škofov, da nekaj naredijo, ampak najprej od države. Ko pogledamo kategorije spolnih zločincev, ne, pedofilov, je na prvem mestu so pedofili v družini, torej razni očimi in tako. Na drugem mestu so v razširjeni družini, torej strici. Na tretjem mestu so učitelji, trenerji, šele na četrtem so duhovniki. V medijih pa imamo ravno obraten občutek. Da so samo duhovniki, ja. Ampak eno stvar sem hotel še razčistiti, preden gremo počasi k koncu današnje oddaje, bomo še kdaj odprli to temo, ker vidim, da je zelo zanimiva, je tudi zelo motivira, upravičeno seveda. Videl skozi prav ta homomafija, se pravi, homoseksualni lobi, ampak te primeri, ki jih imajo na dovolj.je na spletni strani pač navedene, so pa v glavnem izpovedi deklic, ne? Ki pač pričajo o posilstvih duhovnikov in tako naprej. Kako je zdaj s tem? A gre res samo za homoseksualni lobi ali vendarle pač ne moramo govoriti samo o spolnih zločinih zoper fante, dečke in moške? Ne, v veliki večini gre za homoseksualce. To mislim, da se oba s Tinotom lahko strinjava. To je statistika, ne, ki pove in državna in druga je približno 20% je heteroseksualnih, 80% pa homoseksualnih. Ne? S tem, da je za res velik, se obračujem Tino, res velik odstotek je recimo mladeničev, ki so spolno zlorabljeni. Se pravi, gre za pederastijo, da tako prav na sistemski ravni jih zvabijo v semenišča in jih potem tam vpletajo v te svoje skupine homoseksualne in potem prirejajo razne orgije. Mislim, to je Ampak oboje je enako zavržno, ne? Ja, mislim, da ni seveda, absolutno. Okay. Zdaj, eno stvar sem hotel še razčistiti. Tale pater Branko Cesnik, za nas laike, recimo on velja za bolj liberalnega, ne, bi rekel pač predstavnika cerkve, ampak v tej zadevi pa je tudi za moj okus čudno odreagiral, pa bi vaju prosil, da to pokomentirate. Ne? Namreč v enem zapisu, mislim, da je na Družini, bomo to tudi pokazali, je razlagal o tem, kako dejansko bi naj neki krogi znotraj cerkve poslali, ne, kot to inicijativo dovolj.je, kot neko težko artilerijo v boj. Ne. Skratka, cerkev je pehota, oni so pa pač, ne vem, neki tanki. Ne. Evo, škofije vodijo pehoto, dovolj.je je kot jurišni oddelek. Ne. Kako zdaj vidva to komentirate? Čigav, kakšen jurišni oddelek je recimo dovolj.je? Pri Cesniku treba vedeti to, da jaz Cesnika zelo cenim, ne, kot človeka in kot intelektualca in tako. Ne. Ampak tu pri teh stvareh moramo vedeti še eno stvar. In sicer, če bi Igor Vovk, recimo, ali pa Tino Mamić, ne, da bi napisala nekaj, katoliški mediji tega ne bi objavili. Ne. Cesnik je tukaj objavil nekaj takega, da je tudi kritično do cerkve in so potem
katoliški mediji objavili. Zdaj, zakaj je to naredil in če je to kaj povezano, ne vem, ampak gotovo je, da drugih stvari oni ne objavljajo. Katoliški mediji o iniciativi Dovolj je pišejo zelo, zelo malo in vedno dajejo na dolgo odgovore škofov in tako naprej. Moramo vedeti tudi to, da so mnogi kleriki, posebej ti na visokih mestih, so odgovorni za to, da se ni nič storilo v zadnjih 20 letih in ti isti ljudje bodo zdaj težko naredili en preboj. Imajo slabo vest, zato ker ali niso nič naredili, ali so bili tiho. In zato je treba tu je neko nelagodje, ki ga čutim med določenimi duhovniki, ki so vedeli, ki so poznali, ampak niso nič storili, zato ker niso hoteli navadnih ljudi pohujšati, niso hoteli izprazniti cerkva in tako naprej, ampak to prihaja zdaj kot bumerang. Ampak tukaj je še ena stvar. Zanimivo je to, da določeni duhovniki, ti kleriki ali pa ti visoki, ki hočejo vse skupaj še naprej potiskati pod preprogo, da nimajo sočutja do žrtev. Da ne pokažejo malo več sočutja do žrtev, ampak kar avtomatično rečejo, naj dokaže, ni dokazano, poglej, kaj se izmišljuje. Ko imamo mi, ne vem, po 15 različnih žrtev, ne moramo se tako pogovarjati. Tu je treba eno sočutje pokazati. Zakaj ni po vajenem mnenju tega sočutja? Samo, če se na cestnika navežemo. Zdaj spet bo slišati smešno. Nekateri si bo s časoma priznali to. Cestnik je klasični paragon, se pravi princ na belem konju modernizma v cerkvi. On je najbolj progresiven, on izredno striktno sledi po koncilski liniji, tako da me ne čudi njegova pozicija. In nikogar ne bi smela. On tle pač ima kontrapozicijo, saj tako se je meni zdelo, zato sem hotel na to pozoriti. Seveda, on zdaj stopil v bran škofom. Po drugi strani je pa tudi precej jasno dal pobudi Dovolj je neko legitimnost. Tudi je rekel, recimo, da škofi, to sem hotel še vprašati, da škofi nosijo trnovo krono, Kaj je s tem mislil? To je larifari, zato ker škofje so odgovorni za to in škofje so vedeli za te stvari. Škofom so povedali za določen lobby teh homoseksualnih duhovnikov, za določene pedofile, ampak se ni zgodilo nič, so jih samo predstavljali. In tukaj škofje imajo, prav v tem trenutku imajo veliko, veliko odgovornost, da nekaj naredijo. Ker jim je papež zelo dobro povedal in ker jim je pobuda Dovolj je dala tudi konkretne primere. In upam, da se bo premaknilo. Nekaj znakov tudi kaže, da se premika. Ampak najprej bodo morali nehati pljuvati po iniciativi Dovolj je in raje jih kaj poslušati, zato ker ti ljudje v iniciativi dejansko ljubijo cerkev in imajo duhovnike rajši kot marsikateri škof. Treba je vedeti, da škofje so vpeti v to. Oni ne ščitijo nekoga tam. Oni ščitijo tudi sebe s tem, ker so del te mafije. Oni so bili nekoč v poziciji, ko so lahko spolno zlorabljali po semeniščih in tako naprej škofje, ki so danes v Sloveniji na svojih položajih. Ampak nam, zdaj zunanjim opazovalcem, se zdi cerkev zelo taka hierarhična organizacija. A to drži, ali v bistvu v teh primerih, o katerih danes govorimo, to ne drži povsem? Absolutno, Kristus je kralj. Pri cerkvi je neke vrste monarhična ureditev, torej, da tisti na vrhu vse ukaže. Ampak problem pa je, ko to izostane, ker potem iz te monarhije, če rečem tako, nastane anarhija. Ne nastane demokracija, ampak nastane anarhija, ko lahko vsak dela, kar hoče. In tu pri naših škofih, ki niso zahtevali dosledno pokorščine, ko je šlo za določene prekrške, oziroma nekateri tudi niso v določenih primerih naredili nič. To je problem, ker je prišlo do anarhije in se je to razraslo. In zdaj je teh homo duhovnikov, se v bistvu to sploh niso več duhovniki, ne vem, kako naj jim rečem, tem homo klerikom. Jih je ratalo že toliko, da je treba temu zelo, zelo odločno in brez kompromisa nastopiti in jih odrezati od, kot sem rekel prej, časti, oblasti in denarja.
Ja, ampak recimo tisti, ki ne marajo cerkve, ki želijo, da bi se družbena vloga cerkve zmanjšala, da bi se njen ugled poslabšal in tako naprej, da bi imela manj vpliva na ljudi, tudi manj aktivnih članov in tako naprej. A si zdaj ob vsej tej debati, tem razkrivanju teh pač spolnih zlorab, zločinov lahko manejo roke ali ne? Seveda, to je oslabilo cerkev, jo je pokazalo, da nekaj govori, dejansko pa njeni člani delajo nekaj povsem drugega. Ne? Tako da tukaj gotovo ta sekularizacija in ta dekadenca zahodne civilizacije, ki je posegla tudi v cerkev samo, ne? Tako kot je Alen prej tudi omenil, je gotovo to udarilo po cerkvi. Ne? Je pa res, da je v cerkvi treba gledati ne na število ljudi, ne na količino denarja, ampak na kakovost. Ne? Torej, važno je, da si kristjan, da delaš dobro, da skušaš priti v nebesa, ne pa da, kako bi rekel, da pripelješ v cerkev v soseda. Jaz vam še to si upam napovedati. No. Če bo, oziroma ko se bo cerkev, začenši z nami, laiki, zopet vrnila na neko resno pobožnost in tako naprej, se bojo taki, ki trenutno najbolj nasprotujejo cerkvi, prvi spreobrnili. Zato, ker oni imajo neko podobo cerkve, ki v resnici ni to, kar katoliška cerkev je. Ne? In ko bojo tisto pravo podobo videli, in to pa povem iz izkušenj mojih znancev in tako naprej, bodo prvi vzljubili cerkev, ker ne moreš drugače, kot da bi jo vzljubil, ko vidiš tisto, kaj v resnici cerkev je in kaj je katoliška vera. Ampak kaj je lahko zdaj počasi, recimo, če damo neko tako splošno sporočilo? Zdaj, rekli smo, se pravi, pač to je treba obsoditi, treba biti pozoren, do tega treba resno odreagirati, tako na cerkveni strani, kot potem tudi strani države, kar se tiče pač kazenskih postopkov in tako naprej, pač odreagirati eno drugo, v tem se tudi verjetno pač javno pogovarjati, vse je to pozitivno, ampak kaj je recimo neko sporočilo, ki ga lahko iz tega, iz te današnje debate pač ven potegnemo in ga damo naprej, ki naj bo vodilo za naprej v tej zgodbi? Ja, gotovo, da so na potezi škofje. Ne? Slovenski škofje morajo nekaj narediti, tudi nunci. Ne? In če ne, je treba pač gledati, da se škofje zamenja. Zato, ker škof, ki ne naredi nič zoper korupcijo in kriminal, ne more biti škof. Torej naj odstopi. Ne? Če tega ni sposoben, naj odstopi. Ne? Nihče mu ne bo zameril, tako da tega je bilo ogromno. Če se bodo pa še tako naprej obnašali, kot so se doslej, se jim pa zna zgoditi efekt iz Čila, ne? Torej, da bodo pozvani k odstopu, tako kot je bil pozvan recimo Kramberger. Alen, bi še ti kaj dodal na kratko mogoče? Ja, jaz bi se v večini točk strinjal s Tinom, se pravi najbolj predvsem v tem, da ko so v vprašanju sumljivi duhovniki, najprej nehajte methati v puščo. To jih bo najbolj. Udariti jih po žepih in to niti ni tako dolgoročen proces, veš, ali už to se bo zelo hitro poznalo. V redu. Tino Mamić, Alen Štojs, Goljar, najlepša hvala za vajne današnje komentarje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil žalostni 302. faktor na TV3. Spremljajte nas tudi jutri, ko bomo komentirali, zakaj nam zdravstvo razpada, zdravstvena mafija pa bogati. Naš gost bo kardiolog Blaž Mrevlje. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.